Primerjati ljudi, ki so šli skozi vojno in ki so potem urejali svet, z današnjimi ljudmi, ne, je zelo težko. Če bi Tita danes primerjala s kakšnim od današnjih voditeljev, bližje komu bi bil? Takega tipa voditeljev ni več, ne. Gotovo je politično situacijo nadzoroval na podoben način kot jo avtokrati. Po drugi strani, kot rečeno, je imel neke povsem drugačne lastnosti, ki jih danes pri teh voditeljih ne prepoznavamo, ne, jih ne vidimo, jih preprosto nimajo. Evropa je izgubila ta občutek za voditelje, ne samo Evropa, cel svet. Ker ti ljudje takrat, ne, so vedeli, kaj vojna pomeni. Vedeli so, kakšne posledice ima. In bili so prepričani, da morajo ustvariti svet, v katerem ne bo več vojn. Sedaj imamo generacijo voditeljev, ki vojne ustvarja, ki misli, da z vojnami lahko in s silo in brez mednarodnega reda lahko rešuje zadeve. Tito se je vozil v odprtem avtomobilu. On se je sprehajal med ljudmi, kjerkoli je bil. On je tistim svojim 3-4 stražarjem, ki so ga po dolžnosti varovali, dostikrat ušel in je šel v gostilno. In se tam pogovarjal z ljudmi, ne. Torej, to si danes najbrž ne morete predstavljati, takega tipa voditeljev.